Po vseh razprtijah, ki se trenutno dogajajo znotraj parlamentarnih strank, ni čudno, da si kar 2/3 vprašanih želi v slovenski politiki videti svež obraz. Tako vsaj pravi anketa, ki jo je izvedel časnik Delo. Ja, ta prav cajtno, to še zmeraj obstaja. Potem, ko so sveži obrazi Jankovića, Cerarja in Šarca svojo srečo že preizkusili, je 64% vprašanih očitno mnenja, da v četrto gre rado. Jaz se strinjam, treba je vztrajati. Jaz tudi ne obupam, če me kjera 3krat zavrne. Zmeri probam še 4. Ker nas zanima ljudsko mnenje, vam zdaj dajemo možnost, da nas pokličete in predlagate, kdo bi lahko postal svež obraz slovenske politike. Halo, kdo je z nami? Pozdravljeni, Marija Gabriela Hendel tukaj. To je Hendel, z H. H kot Hrvaška. Ali pa Hendel. Zelo specifičen podatek. Povejte, gospa Marija Gabriela. Hendel. Marija Gabriela Hendel. Gospa Marija Gabriela Hendel. Koga predlagate kot svež obraz politike? Jaz bi z največjim veseljem predlagala gospoda Karla Erjavca. Tle je malo več težav, ne? On ni lih svež obraz, pa še pred mesecem dni se je dokončno poslovil od politike. In to že drugič. Režija, dajte en drug klic. Halo, koga predlagate? Halo? Alo, Godler, legenda. Pa jaz bi predlagal tebe, ko si faca. Dobra ideja sicer, no. Če bi bil Šart, zakaj pa ne bil jaz? Pa končno bi lahko dobil varnost, na kaj ga rabim. Nima veze, zakaj. Ampak manj glih to oddajo, pa par afer, za kjer jih ne veste, tako da žal ne bo šlo. Še za en klic imamo čas. Dober večer. Koga si želite kot sveži obraz politike? Pozdravljeni. Strinjal bi se z gospo Marijo Gabrielo. In bi predlagal gospoda Karla Erjavca za mandatarja. Vmes ugibal, gospod Erjavca, ste to slučajno vi? Jaz ne vem, zakaj je bil upokojenci radi Erjavca. Njega še v Desusu nočejo. Čeprav jim slabško zdaj najbrž ne bi mogli iti. Dajmo pogledati, kaj se je ta teden dogajalo z najbolj vročo stranko ta hip. A sem rekel vročo? Mislil sem propadajoč. Če ste slučajno zamudili, Desus je v enem letu zamenil novo predsednico, starega predsednika, začasnega predsednika, trenutno ga vodi začasna namestnica predsednika, vsaj dokler je ne zamenja Desusov hišnik. In ta teden smo prišli blizu, saj se je zapletlo tudi s trenutno gazdo Brigito Čokl. In to do te mere, da so poslanci nad njo šli kar z advokatom. Vodja poslanske skupine Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič namreč zahtevajo, da Čoklova prekliče svoje izjave, da bo nad poslance treba s palico, če so korenčki premalo in da so kot pobalini. A so zoprni te junci stari? No ja, poslanci Desusa so res da všpičili že marsikatero neumnost. Odgnali so Pivčevo, Erjavca in kdorkoli je že ta človek bil. Ampak, da so ti starejši gospodje pobalini, mogoče bi gospod Jurša in Hršak kazala osle, medtem ko bi gospod Simonovič na stol nastavil risalne žebličke. To bi bili pobalini. Dajmo pogledati, kaj je ob teh očitkih povedal gospod Jurša. Prvi dan nam je napisala pismo. V medijih omenjala, da nas je treba tepsti, ona je šla na nož za 5 minut slave. Žaliti poslance, ljudi stare okrog 70 let, se ne spodobi. Vem, da se sprašujete, ne. Odgovor je ne. Gospod Jurša ni naenkrat dobil daru govora. To izjavo je prebral naš novinar. In ja, gospod Jurša je res ravnokar igral na karto starosti. Ta poteza je presenetljiva, približno toliko, kot če bi gospod Šarec igral na karto zdrave pameti. Ali pa gospod Janša na karto večne žrtve. Čeprav so nekateri v zadnje razprtije v Desusu že videli kot dokončen propad stranke, so poslanci in gospa Čokl vendarle sedli za skupno mizo in umirili žogo. Najprej je zasedal izvršni odbor stranke Desus. Pred dobro uro je sestankom zaključil še svet stranke. Začasna predsednica Brigita Čokl pa je povedala, da sestanka odhajajo z win-win situacijo. Kaj točno to pomeni? Načeloma situacija win-win pomeni, da je sestanek prinesel zmago za obe strani. Ampak glede na to, da gre za stranko Desus, lahko pomeni tudi, da so na sestanku pili vin.
ki so ga po sili razmer mešali še z malo več vina. Ne bi se čudil, nekdo mora spiti tiste skrite sponzorske zaloge gospe Pivec, preden gre v nič. Pa ne, ker bi se vino tako hitro izkisal, pač pa zato, ker se hitro kisa Desus. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.